Živijo, dobrodošli nazaj na Džungli kanal. Danes smo govorili o Amber Heard in Johnnyju Deppu, ki je trenutno najbolj vroča tema ever. Danes pa govorimo o umazanih skrivnostih gospodične Amber Heard. A ste ready? Ker je velik. Omenila bom 10 najbolj pomembnih skrivnosti, ki jih Amber nekako skriva, oziroma ki so najbolj take kontroverzne stvari glede nje. Sojenja še ni konc, če te zanima, o čem se vse skupaj gre, si pojdi pogledat prejšnji video na našem kanalu. Kako se bo končalo, nobeden ne vemo. Dajmo govoriti o vseh stvarih, ki naj bi jih Amber Heard naredila narobe. Zdaj, ta video je dost anti-Amber Heard in zelo Johnny Depp, da če se ne strinjate z mojim mnenjem in z mnenjem večina ljudi, se pač ne strinjamo, se bomo strinjali, da se ne strinjamo. Začnimo z prvo stvarjo, ki sem jo že tudi zadnjič omenjala, to je njena bivša žena Tassia Van Ree. Zdaj sta poročene pred letom 2012, če te to zanima, pojdi pogledat prejšnji video. Amber in Tassia naj bi se stepli na letališču. Nobeden ne ve, zakaj naj bi se šlo, kaj naj bi bilo, naj bi Amber Heard napadla svojo ženo. Zaradi česar je tudi pol bila kaznovana za vse to, ampak so ugotovili, da naj bi vse skupaj prišlo do enega nesporazuma, da naj se to sploh ne bi zgodilo in je vse skupaj tako en mal čudno. Zanima me, kako je možno, da jo nobeden ni videl, glede na to, da naj bi bila na letališču, kjer je ponavadi veliko ljudi, in zakaj je Tassia zdaj na njeni strani. Se mi zdi, da je to zelo en tak vzorc, kar se tiče Amberinih bivših partnerjev. Vsi so nekaj tiho, nobeden noče dati dejansko neke konkretne izjave. Druga stvar je doniranje dobrodelnim organizacijam. Amber je po ločitvi z Johnnyjem Deppom obljubila, da bo donirala ves denar, ki ga bo dobila od njega ACLU. Najbolj se je borila za ženske, za žrtve nasilja nad ženskami in je tudi ves svoj denar hotela donirati prav njim. Ampak zdaj se je ugotovilo, da vsega tega denarja ni donirala. Sitting here today, you have not donated the $7 million donated, not pledged, donated, divorce settlement to charity. I use pledge and donation synonymous with one another. They But do I the same don't. thing. Miss Heard, I don't use it synonymously. That's how donations are paid. Miss Heard, respectfully, Se mi zdi, da če bi Amber vmes rekla, ok, lej, to se mi je zdelo ful velik denarja, pa sem se odločila, da ga bom raj obdržala za sebe, je še vseeno boljš, kot pa da se na sodišču laže, ker to, kot sem že v prejšnjem videu rekla, je prepovedano. Tretja stvar, droge. Veliko se govori o drogah v vseh teh sojenjih. V preteklosti smo velikokrat slišali Amber, da je govorila, da je ful proti drogam. Da jih ni marala jemati, ampak smo zdaj ugotovili, da je v bistvu jemala kokain, da je bila na gobicah in na MDMA. Se pravi, Johnny ne sme jemati drog, ona pa jih lahko. Omenjala je tudi, da redko kdaj pije, ampak priče so potrdile, da naj bi spila kar 2 flaši na dan, ne 2 kozarca, po 2 flaši. Res ni ene celotne zgodbe tukaj. Eden reče tak, drug reče drugače. Četrta skrivnost, James Franco. To je bil eden izmed prvih videov, ko sem jih jaz videla glede teh vseh dram, ki me je najbolj šokiral. In to je ta video, kjer vidimo, da James Franco vstopi v dvigalo skupaj z Amber Heard. Ni samo to, da sta ona dva v tem dvigalu in da se mičken neka napetost je, ona dva greta nekam skupaj, zelo očitno je, da greta skupaj. Gresta v apartma od Johnnyja Deppa, to je dejansko dvigalo do njegovega apartmaja, ker njega takrat ni bilo doma. S tem, da se je že enako zgodilo tudi prej, ko imamo posnetek v istem dvigalu tudi z Elonom Muskom. Še ena šokantna podrobnost je, da se je to dogajalo dan po 21. maju, ko naj bi Johnny njo pretepil. In je ona trdila, da je takrat bila polna modric. Ampak ali je imela modrice ali ne, bi lahko potrdil samo James Franco. Zakaj nočete o tem govoriti? Spet isti problem kot pri Tassi, mogoče kak blackmail, izsiljevanje. Peta stvar, dokaz, skrivnost, kakorkoli. Njena potreba po slavi je konstantna. To smo do zdaj že videli, da je vedno urejena, vedno je zihtana, vedno skrbi za svoj imidž. Že na prvih sojenjih, preden se je to sploh dogajalo leta 2016, takrat, je ona hodila po sodiščih. In najbolj sumljivo je, da obstaja ogromno enih fotk iz teh sodišč od paparacov, ko je ona prišla ven. In naj vam že zdaj povem, da večina teh sodišč, kjer pričakujejo znane osebnosti, imajo tudi zadnji izhod, ki so namenjene prav zvezdnikom, zato da se lahko umaknejo paparacom, ljudem, ki jih nočejo videti. Ampak Amber je vedno izbrala glavno hod, zato da imamo lahko zdaj te čudovite fotke, kjer je ona žrtev.
Šesta skrivnost. Zahvalni dan leta 2015. Na zahvalni dan leta 2015 naj bi Johnny Depp praznoval skupaj z Marilynom Mansonom. Na tem praznovanju naj bi Amber Johnnyja majčkeno provocirala in je priznala, da naj bi med tem kregom ona skrila in on naj bi pobral flašo in jo vrgel v njo. In flaša naj bi se razbila. Zdaj, okej, mogoče se je to res zgodilo, ampak asistentka od Marilyna Mansona je povedala, da je bila na tej zabavi in da se takrat nič takega ni dogajalo. Da je bil Johnny slabe volje, ampak je povedala, da je bilo to zaradi tega, ker je bila njegova mama glih tisti čas v bolnici. Je pa bilo tudi to, da je bila Amber zelo nenavadno zabavna, zelo se je zabavala, imela se je fajn na tej zabavi in je tudi veliko pila. In zdaj, če se je vse to res zgodilo, če je Johnny res vrgel flašo v njo, a ne bi kdo to slišal mogoče? Sedma skrivnost. Njen look make-upa brez make-upa. Mislim, vsi poznamo ta izgled, ko si narediš make-up, glih toliko malo, da ne zgleda, kot da sploh nosiš make-up. Amber zelo rada to počne. Mogoče lahko ti s tem zakriješ modrice, ampak ali lahko zakriješ tudi otekline? Amber je v svojem pričanju povedala, da naj bi skrivala svoje otekline z ledom, ampak dajmo biti iskreni, ko je povedala, da Johnny Depp nosi veliko prstanov, je to logično. Če bi on koga res tako brutalno pretepal, kakor ona opisuje, bi bila ona najbrž tudi polna ureznin in vsega drugega, ne bi bila sam otekla. Verjetno bi bilo to veliko teže skrit s tem no make-up lookom. Osma skrivnost. Prehajamo do res enih sočnih. To je njeno kakanje v poslu. V prejšnjem videu sem na začetku rekla, da je to Amber Turd. To je v bistvu izpeljanka iz njega imena Heard, zaradi tega, ker Turd pomeni kakec. In s tem sem mislila točno tole sliko. Ta slika je zaokrožila, ko je Johnny priznal, da je to sliko dobil, ko njega ni bilo doma. To je bila Amber sama. In Amber se sicer kasneje zagovarjala, da naj bi to bil kakec od njenega psa. Ampak in pes je teacup dog, zelo majhen in tukaj imamo eno slikco. A si lahko predstavljamo, da tak majhen kuža posere tok? Deveta skrivnost, kar tale posnetek poslušamo. Hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a closed fist. You get punched. I'm not hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't I don't know deck what me. the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. Se mi zdi, da je to eden izmed najbolj znanih posnetkov, ko smo ga do zdaj slišali že vsaj milijonkrat. Nekako je bil začetek tega Justice for Johnny gibanja, ki se je začelo. Amber slišimo, kako prizna, da ga je udarila, da ga v bistvu opisuje, na kak način ga je udarila in celoten pogovor je majčken čuden. Se mi zdi, da že ta pogovor bi lahko bil glavni dokaz, da se to sojenje zaključi. Ampak kasneje imamo tudi še priznanja Amber Heard, ki reče v posnetku, naj Johnny pove, da je on žrtev nasilja, pa bomo videli, kako bo svet odreagiral. You can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and Yes. It's a fair fight. And see how many people believe. In svet definitivno reagira trenutno, sojenje še poteka, potekalo bo še par dni, ampak ko bo konc, bom tudi jaz naredila video in vam povedala, kako je vse bilo. Jaz že res komaj čakam, da se vse skupaj zaključi, ker se vsi skupaj že majčkeno mučijo. Trenutno smo v fazi, kjer se cross-examina Amber, se pravi, da Johnnyjevi odvetniki njo izprašujejo vse, kar je ona v zadnjih parih dnevih govorila. Zelo me zanima, kaj vse bojo še izvedli, zelo ji grejo na živce, kakor lahko vidimo na njenem obrazu, ampak se mi zdi, da ves internet vsi tile posnetki zelo zabavajo. Karkoli, to je bilo to za ta video. Če ti je bil všeč, mu daj en like, dol spodaj se naroči na naš kanal, naroči se še na moj kanal. Če te zanimajo smešni trenutki iz sojenja, če te zanima, kateri zvezdniki podpirajo Johnnyja Deppa, vsi fotodokazi in vse te podobne stvari, mi napiš dol spodaj in bom ta video definitivno naredila. Pa ne pozabiti komentirati še tale emoji, če si pogledal video do konca. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!